Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live. Zgodil se bo v živo in sicer 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači v Ljubljani. Program je kar pester, zanimivi so tudi gosti. Lansko leto smo denimo na okrogli mizi o umetni inteligenci analizirali veličastnih 7, ko ta besedna zveza mogoče niti ni bila tako pogosto na jezikih malih vlagateljev. Letos pa bomo odgovorili z vrhunskimi strokovnjaki na 7 ključnih vprašanj, ki bodo oblikovala naslednje desetletje. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kaj trgovalne platforme in inovacije prinašajo slovenskim vlagateljem ter kje se skrivajo pasti. Spremljamo seveda tudi Ljubljansko borzo in dogajanje na Ljubljanski borzi. Seveda tudi po zaslugi ljudske obveznice je zdaj tam mogoče malce bolj živahno, kaj se dogaja, katere delnice bi lahko bile zanimive za naše portfelje. Odgovorili bomo pa tudi na vprašanje, kako do več 100 evrov mesečnih prilivov iz dividend. Mislim, da bo kar precej zanimivo. Vabljeni, da se nam pridružite. V današnji epizodi gostim zelo zanimivo sogovornico Nataša Williams. Nataša živi in dela v Londonu, ukvarja se z naložbenim svetovanjem individualnim vlagateljem oziroma tako imenovanim wealth managementom. Je soustanoviteljica in glavna izvršna direktorica družbe Kadro, kjer upravljajo premoženje posameznikov in družin s sodobnimi prejemi. Pozdravljeni. Živjo, dober dan, dobro jutro, Marja. Dobro jutro. A kar greva na en tak uvodno vprašanje bova šle, no? Kako je živeti na otoku in delati v finančni panogi za bogate posameznike? Super, hvala. No, na otoku jaz živim zdaj že več kot 30 let in otok ima pač en svoj specifičen ritem tukaj. Posebno v Londonu, ki je pač ena večjih metropol na zahodnem svetu, je velik pretok ljudi, informacij, dogajanj, tako da je tukaj življenje kar z enim velikim tempom. In je zelo pomembno, se mi zdi, da se vsake toliko časa tudi umaknemo v naravo tukaj v Britaniji, kar je zelo možno, ker pač London je obkrožen z naravo. Tako da se lahko človek tudi malo sprosti od vsega tega ritma življenja, ki je kar, bi rekla, kar naporen včasih. No? Rekla ste, da 30 let že živite na otoku. Kako ste pa sploh prišla na otok? Kakšna je bila ta pot? Ja, jaz sem prišla kot 18-letna študentka s kovčkom, leta 90 in tako da sem takrat začela tukaj študirati in potem po študiju sem pač naredila tukaj prakso pri firmi Pricewaterhouse in potem sem se nekako navadila tukaj delati. Dosti sem delala tudi seveda po svetu in v Ljubljani, ampak zmeraj sem bila tukaj zelo trdno bazirana v Londonu. Zdaj, v svetu investirajo, kot smo se pogovarjali pred samim vklopom, res ni veliko žensk. Kaj konkretno je vas navdušilo, da ste v bistvu vstopila v to panogo? Jaz mislim, da na začetku poti kariere in investiranja so razlike veliko manjše. Ko sem jaz začela v svetu investicij, je bilo veliko več žensk. Mislim, da potem z leti pride do naravnega in nenaravnih osipov in potem jih ostane zmeraj manj. Čeprav mogoče se je ta trend tudi malo poslabšal, ker vidim, da zmeraj manj žensk se prijavlja na taka delovna mesta. Jaz sem študirala ekonomijo, mene je osebno zmeraj zanimali ljudje, kako ljudje živijo in kako firme živijo, kako podjetja rastejo, kako ekonomije rastejo in zakaj. In potem nekako je ta pot vodila v investiranje s časom. In pač po moje, ne vem, če vsi čisto zbiramo svoj poklic prav natančno, enkrat se nekako znajdemo v neki situaciji, ki nam odgovarja in potem iz tega nekaj naredimo. No, tudi tako je bilo pri meni.
Čeprav v zadnjih letih pa so bile kar nekaj žensk, recimo v ospredju, recimo Katie Wood iz ARK Investments, recimo pa Leda Braga iz Sistematike je celo dobila naziv Queen of Quants. Ne, tako da nekaj Ja. žensk je, ne? Jih je in tudi tiste, ki so jih zelo, bi rekla, tudi mediji relativno dosti promovirajo, jih je, samo to sta dve ženske, Cathy Wood ima svojo investicijsko firmo, mislim, da je tisoče, če ne 10 000 moških, ki so podobni kot Cathy Wood, a ne, da jih ne naštevamo zdaj od hedge fund menedžerjev in upravljavcem skladov. So, a ne, ženske se podobno tako kot predsednice držav, a ne, sej nekaj jih je, samo ko pa vidiš eno sliko, recimo zbora, ne vem, vlagateljev ali pa predsednikov, pa vidiš kar naenkrat, da so to še zmeraj procentualno zelo nizke številke. Ja. A pa je kakšna razlika v stilu upravljanja, premoženja, investiranja, recimo, da se stil ženske razlikuje od moškega? Večkrat, ko sem gledala te analize, se je izkazalo, da so v bistvu poteze žensk mogoče bolj premišljene, bolj preudarne, mogoče celo na momente premalo tvegane. Kako vi gledate na to? Ja, ne vem, težko je reči, ker je premalo statistike v tem, a ne? In jaz tudi zmeraj pravim, da se mi zdi razlike recimo med moškimi so večje kot razlike med moškimi in ženskami, a ne? Imamo moške vlagatelje, ki so grozno konzervativni, imamo moške vlagatelje, ki so grozno, ki iščejo velike rizike. Zato, ker je premalo žensk, težko rečemo, a ne? In verjetno tudi, recimo Cathy Wood je, bi rekla, zelo pro-risk, a ne? Ona ima rada ta pač svoj conviction o tehnologiji in bi rekla, da je zelo rizična investitorka, a ne? Leda Braga malo drugače, ne? Jaz mislim, da tukaj nimamo dost podatkov, da bi lahko kaj rekli. Tako se nam zdi, a ne? Ker se nam socialno tako zdi prav. Ne vem pa, če je to res. Ja, se strinjam. Kakšen je pa recimo vaš stil investiranja, vaš osebno? A ste bolj nagnjena k tveganju, a ste bolj preudarna, razmislite o vsaki potezi? Ja, jaz investiram seveda v naši firmi Kadro, imamo investicijski odbor, ki ga sicer vodi naš chief investment officer in pač imamo, bi rekla, zelo premišljeno strategijo. In mislim, da tukaj ne bi smelo biti preveč poudarka na mojo osebno strategijo, a ne. Moja osebna strategija je mogoče malo drugačna, jaz zelo rada osebno investiram v zadeve, kjer mislim, da bojo dolgoročni donosi in sem zelo pazljiva, da najdem recimo priložnosti v svetu tehnologije in v svetu pač, ki se razvija pred nami, tako da mogoče malo več, to bi nekateri rekli, da je bolj rizično, eni bi rekli, da je manj rizično, ker čez 10 let bomo gledali nazaj, mogoče je bila najbolj rizična poteza točno tista, da nisi prisostvoval v svetu, ki se pred nami seveda tako hitro odvija. Kot firma seveda imamo različne rizične stopnje za različne stranke, imamo pač fiduciarno odgovornost, tako da moramo prirediti portfelje strankam, in imamo pač različne strategije za različne tipe strank, ki pač na odboru zelo dobro premislimo in seveda vsak riziko je tako, kot mi zelo pogledamo, kakšne rizike jemljemo in ali so te riziki optimalni za to, kaj iščemo v portfelju za stranke, tako da je pač mogoče nek budžet rizika, a ne, in kako ga razdelimo, kam ga dati, a ne. Zdaj, ko omenjate stranke, mogoče lahko poveste, kakšne so zahteve vaših strank? Vem, da veliko ne smete povedati o njih, pa vendar mogoče koliko velike portfelje imajo v povprečju, kakšne donosnosti zasledujejo, tudi mogoče koliko so nagnjeni k tveganju, kakšna je povprečna recimo starost, toliko za občutek. Ja, glejte, moram reči, da je to zelo različno, a ne. Stranke so ponavadi relativno velike, pa jaz sem se zmeraj ukvarjala z, bi rekla, bolj premožnimi strankami tukaj v Britaniji in je pa zelo različno, zdaj kakšni so to portfelji, ali je to, a ne, so zelo veliki, malo manjši, tukaj so neki pragi, pod katerimi je mogoče tudi težko našo investicijsko politiko izvesti. Je pa zelo različno, seveda mi priredimo rizičnost in portfelj zelo
željam stranka. Ne? In tukaj nisem želja in zahtevek strank, je tudi kakšno ima izkušnje stranka in kakšne ima svoje osebne cilje, ker včasih niso čist enaki. Recimo nekdo hoče pač zelo riskirati denar, pa ga nima dosti, recimo pa ga za nekaj rabi, čez par let potem raje svetujemo, da se ga ne riskira, a ne, se pravi, je treba riziko pogledati iz velikih zornih kotov. Potem so pa seveda temu primerni donosi, a ne, manj, ker se pač nekako riskira denar in riskira tukaj tudi volatilnost, koliko to gor pa dol gre letno, a ne sem tukaj, ki je res rizično, da nekaj izgubiš na konc, ampak se gre koliko pač, kdaj ne moreš več spati po noč, če je šel portfelj dol 5%, ali je to 10%, ali je to 12%, a ne 20% recimo, ampak če gledamo, kako se to nalaga v 5-10-letnem obdobju, je potem to malo drugačna slika, a ne. In tukaj je treba ta riziko zelo dobro oceniti stranko in se s tem malo več pogovoriti z njimi in razumeti, kaj želijo, zakaj v kontekstu njihovih ciljev. Nočem zdaj mogoče nekih predsodkov imeti, ampak vseeno se mi zdi, da bogati posamezniki so specifični. Nekateri so ekstremno konzervativni, spet drugi so ekstremno nagnjeni k tveganju, ampak ena skupna lastnost se mi pa zdi pa eno, da so nekako odločeni, trmasti v svojem prepričanju, kako handlate recimo te bogate posameznike. Mislim, da je čisto odvisno, a veste, zelo odvisno od človeka, tako kot pač osebnost je zelo različna, a ne. Jaz to tako mislim, v glavnem stranke, ki pridejo v naš svet, so že nekaj dosegle ali pa so imele veliko srečo v življenju, ne. In ker v glavnem so pač to bili podjetniki, ki so nekaj naredili v svojih karierah in so v svojemu svetu zelo odločni in mogoče trmasti, pač da dosežejo te svoje ekstremne rezultate. Mislim, da ko pride pa do investiranja in se pravi sveta, ki ni njihov prvi osnovni svet, so pa mislim pač malo drugačni, ne? Seveda takrat se radi naučijo, radi se izučijo, radi vidijo, zakaj se gre. Prav kakšne velike, bi rekla, upornosti trme ne opažam, oziroma mogoče taka stranka potem tudi ne pride k meni, ne? Ja, mogoče, ja. Zdaj na Otoku po Brexitu je bilo kar nekaj izzivov, oziroma Otok se še vedno sooča s kar nekimi izzivi. Kako je v bistvu vse skupaj to vplivalo, mogoče ta izhod, ta Brexit na panogo upravljanja? Zdaj, kar se tiče v Britaniji, se pravi Kadro je firma v Združenem kraljestvu in tukaj imamo pač našega nadzornika, ki se imenuje FCA, Financial Conduct Authority, in on nadzira, kako se svetuje ljudem, a ne, in kako se naša firma upravlja, razvija. Po Brexitu seveda ni več možno se promovirati izven tega rajona, a ne, ker seveda so pač EU in Britanija pač koncept potnega lista ni več veljaven. Nekaj ste že omenili, da imate različne profile vaših strank, nekateri so zaslužili sami svoje premoženje, drugi so ga podedovali, zgodil pa se bo tudi največji prenos premoženja. Kje so pa ti priložnosti, predvsem za te mlajše generacije, ki bodo podedovale vse to premoženje? Ja, jaz mislim, da so tukaj za generacije, ki dedujejo velika premoženja, so to kar veliki, skoraj pretresi, bi rekla, seveda, zato ker na koncev je upravljanje pač velikih zakladnic je kar velika odgovornost, a ne? In mislim, da kot delam z naslednjim generacijam, nasledniki, vidim veliko veselje do učenja o financah, premišljenost in radi se seveda tudi pogovorijo z različnimi svetovalci, kako in kaj z upravljanjem denarja. Tako da tukaj je zdaj en velik val, bi rekla, učenja in razgledanosti. Jaz mislim, da je zelo težko biti druga in tretja generacija, ker se zelo zavedaš nekako, kaj je legacy po slovensko. Jaz se v redu. Ja, pač legacy, ki prihaja čez neko družino, čez nek sistem
iz kje je pač izvor tega kapitala, a ne. In to je lahko, in mislim, da je ta odgovornost kar nekaterim v težko breme in se ga zelo zavedajo. Zdaj, ko ste rekli, da mladi radi poklepetajo s kakšnimi vašimi strokovnjaki, se pravi, ta osebni stik je še vedno pri mladih pomemben, ključen. Sploh verjetno, ko gre za upravljanje večje vsote premoženja, si predstavljam. Ja, jaz tako, a ne, zdaj smo šli v eno veliko fazo digitalizacije v finančnem svetu in so ljudje, ki mogoče osebni stik manj pomeni kot drugim, ampak mislim, da še zmeraj velika večina se odloča potem, ko tudi pač osebno zadeve mal predebatirajo, analizirajo in tako da tukaj se osebni stik še ni bistveno znižal, bi jaz rekla. Seveda, razlika je, kako se ljudje informiramo, a ne? Včasih so se ljudje informirali z osebnim pogovorom, zdaj imamo pač zelo dostopnih, imamo veliko podatkov relativno enostavno dostopnih. Mislim pa, da še zmeraj ljudje radi se pogovorijo in tako kot pač mogoče zdravniku, a ne, se lahko pogledaš na internetu včasih zastrašujoče diagnoze, lahko vidiš, potem se greš pa pogovarjati, pa vidiš, da v bistvu v tvojem primeru, tvoj specifičen pač primer je tak, da nekaj mogoče čist drugačnega vam pride, tako da mislim, da tudi pri financah se je zelo dobro še zmeraj držati stike z ljudmi in se malo pogovoriti o svojih strategijah. A pa Britanci so pripravljeni plačati za finančni nasvet? Ja, so, seveda. In so, zato ker je pač v Britaniji je relativno dosti naloženo na osebo, a ne, ker država zmeraj manj krije tudi penzijskega kritja, a ne, tako da in tudi zdaj je obvezno imeti privatno penzijsko varčevanje. Potem so tukaj razni varčevalski sistemi, no, bi rekla, ki so nekako davčno olajšani, tako da tudi ljudje počasi v zadnjih 20 letih so zelo ratali osveščeni, da pač morajo imeti dostop do finančnega svetovanja, do finančnega sistema, zato ker se morajo sami in priskrbeti, a ne, za starejša leta in kako to narediti, kako to investirati, kako to davčno optimizirati, so potrebni določeni nasveti in pač tudi to je pač neka servis industrija, ne? Nekateri plačamo za arhitekta, ki nam hišo zgradi, plačamo pač, da nam nekdo skuha v lepi restauraciji in pač to je del servisa, ki ga ljudje plačajo. Je pa to relativno competitive industrija tukaj, no? Kako je to prava beseda, konkurenčna industrija. Tako da pač tudi konkurenca zelo diktira cene, a ne? Zdaj vem, da smo imeli tukaj bila ena velika finančno svetovalna firma, ki je očitno preveč računala strankam in je to pošlo malo časopise, imela firma zelo velike probleme, izgubila ga od strank in je mogla cene prirediti, zato da so bile primerne cene drugim ponudnikom. Je pa pri nas in isto tudi v EU-ju MiFID zelo dosti stvari pomogel, se pravi, to je zakonodaja o financah, ker je pač treba vsem strankam letno poročati zelo natančno, kaj so plačali kot stroške in kje so te stroški nahajajo, tako da je to zelo nazorno prikazano vsem strankam. Ja, finančno svetovanje na Otoku si predstavljam, da je v bistvu neka regulirana panoga, sploh ko govorimo o neodvisnih finančnih svetovalcih, ne? In mislim, vsi so regulirani, a ne? Vsak, ki se ukvarja s financami, je reguliran iz strani FCA-ja. Je bilo to vprašanje? Ne, zato, ker pri nas konkretno recimo obstaja cel kup nekih neodvisnih, niso neodvisni, ker vse en konec koncev tržijo produkte nekih finančnih inštitucij in so zato tudi plačani, dobivajo del provizije za to. Hkrati na drugi strani pa tudi strankam računajo. In kadarkoli se pogovarjam z nekimi regulatorji, recimo Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ATVP, oni pravijo, da pač tisti del, kar se tiče prodaje, recimo vzajemnih skladov, zavarovanj in podobno, to je regulirano, ampak sam nasvet
pa v bistvu niti ne. No, ti lahko v bistvu stranki svetuješ, da investira v ETF-e, kar spet ni regulirano, potem lahko svetuješ recimo investiranje v kriptovalute in podobno. Ampak na otoku se mi pa zdi, da je to veliko bolj urejeno, ker tudi finančni svetovalci morajo dobiti neko licenco za to, da lahko upravljajo osebno premoženje stranke. Tako je. Tukaj je treba licencirati firme, a ne, pač da so kapitalsko ustrezne, da imajo sisteme in potem vse tiste, ki se strankam ukvarjajo, so pač procesi, kako to licencirati in kako spremljati letno njihove dejanja, njihove aktivnosti in njihovo kvalifikacije. Se pravi, imamo tukaj zelo striktno, recimo imamo nek CPD, Continual Professional Development, kjer moramo toliko pa toliko na leto se izobraževati, akreditirati, potem je treba vsak let izdati pač certifikat vsakmu, ki se ukvarja z svetovanjem ljudi. Potem je pa tudi načine svetovanja je zelo regulirano, ker je treba ugotoviti primernost suitability finančnega svetovanja za vsako stranko. To se je razvilo z leti, ker so bili potem tudi tukaj recimo 30 let razni škandali, pač, ki je svetovanje bilo mogoče, tako kot ste vi povedala, no, in se je ta svet zelo uredil. In mislim, da so, tukaj je tudi zakonodaja dost pripomogla, posebno leta 2008, 7-8 je bil, pač 7-8-9 so bile tukaj velike reforme v Britaniji, kjer je prepovedano svetovalcem služiti z obeh strani, ti da pač stranki računaš, potem te pa še tist sklad, ki si stranki ponudil, še tiste strani plačajo. To je bilo takrat pač prepovedano in je zelo nekako očistilo finančni sistem, kar se tiče svetovanja posameznikom. Ja, to se pa pri nas še vedno dogaja. Pa še ena zanimiva zadeva je, ki sem jo opazila, mislim, da ta vaš regulator zelo aktivno dela in zdaj so celo neka nova zakonodaja je, ker zelo natančno opazujejo te influencerje, se pravi vplivneže, ki v bistvu tržijo neke finančne produkte. Zelo veliko je bilo nekih prevar vezano na kriptovalute, pa tudi na druge finančne produkte, ki so jih tržili v bistvu vplivneži. Pri nas recimo, lahko to pač počnejo, ne? In nikjer ne navedejo, da v bistvu gre za nek plačan oglas. Ne? Ja, jaz ne vem, kako je pri nas, samo tukaj seveda vsaka finančna promocija, kar se tiče oglaševanja, kar se tiče javne promocije investičnih produktov, je pač zelo regulirano in pač vsaka firma ima compliance officerja, in vsako finančno promocijo more compliance officer odobriti, zato da je pač nekako to primerna za trg. Kar nekako, seveda ljudje se pritožujejo, da to zelo otežuje delo in tako naprej, ampak na drugi strani pa zelo varuje varčevalce, investitorje pred raznimi škandali. Ja, zdaj, omenila sva zdaj že parkrat kripto, oziroma se ga jaz omenila, pa me zanima, recimo, ker vi ste profesionalni upravljalec premoženja, pa me zanima, če se je upravljanje premoženja z v bistvu prihodom kripta pri vas kaj spremenilo, zdaj so bili odobreni tudi promptni ETF-i, ki vlagajo v bitcoine, kako to vključujete v stranke, če imate mlade stranke, verjetno zelo veliko sprašujejo o kriptonaložbah, si predstavljam. Ja, mislim, da je tale svet še v povojih, ker jaz takole, tisti, ki o kriptu zelo dosti sprašujejo, ga ponavadi že imajo in pač so sami se odločili investirati v kripto in so entuzijasti za pač to, bi rekla, alternativno valuto. Mogoče za njih tudi ni več niti toliko alternativna. V našem svetu to je pač valuta, za katero ne stoji nobena država, seveda, in valuta, ki je še nobeden regulator se ni prav dober lotil. Zdaj se zelo dosti pogovarjajo tudi v Ameriki, kako bojo mogoče ta kriptosvet malo več regulirali po propadu FTX-a. In
mi pač imamo neko veliko fiduciarno odgovornost strankam, tako da wealth management ne bo prva industrija, ki bo noter v ta svet stopila. Drugič pa tudi, to je valuta in nekako gledamo investicijske politike in nalaganja. Valute za nas niso niti investicije, ker nimajo neke ekonomske aktivnosti odzata. Recimo, če kupiš eno delnico ene firme, Nike pač delajo teniske, in vsi vemo, kako naredijo profit in kako rastejo, več ljudi kup teniske, super delnice gor, recimo, če dobro upravljajo za firmo. Valute so pa drugače, in imajo svoje druge zakone, kako grejo vrednosti gor in dol in zakaj. In seveda kripto je za nekatere pač prav valuta, s katero se upravljajo transakcije. Na drugi strani je pa to zakladnica za nekatere. In zdaj za upravljanje transakcij jaz nisem videla potrebe, zakaj bi nekdo rabil kripto, zakaj se ne da s klasično valuto transakcije dokončati kot zakladnica. Se pa jaz zmeraj bojim zakladnic, kjer se ljudje mislijo, da je nekaj zelo dobro vredno, pa mogoče tudi ni, ker jih ne razumemo še dobro. In tako da kot sama zakladnica, katere vrednost raste, je pač za zakladnico je cena zelo volatilna. Zdaj, ko omenjate, katere naložbe so primerne, niso primerne, oziroma s katerimi naložbami se ukvarjate v wealth managementu, se pravi, v kripto sva rekla, da boste verjetno med zadnjimi, ki boste vstopili v to panogo, kaj pa recimo druge naložbe, recimo zlato, tudi konec koncev ne prinaša nikakršnih obresti, dividend, tudi z tega vidika mogoče za marsikoga ni zanimiva, nekateri pa pravijo za Bitcoin, recimo, da je digitalno zlato, ki ima pač podobne lastnosti. Ja, saj ima sta zelo podobne lastnosti, in pač to so potem lastnosti, kjer jih mogoče nekateri vključujejo v portfelj kot mogoče neke varovalke, ker kot mogoče tudi neko zavarovanje pred velikimi dogodki, geopolitičnimi dogodki, in mogoče debaziranja klasičnih valut. In ko se ljudje bojijo velikih inflacij, ko se ljudje bojijo velikih pretresov globalnih, so seveda zakladniško investiranje je bolj atraktivno. Zdaj, v smislu enega portfelja je pa seveda zelo pomembno vedeti, da recimo same kovine, ki nimajo industrijskega industrijske uporabe, jih je zelo težko oceniti kot vrednost in se pravi, se uporabljajo v portfeljih kot neki stabilizatorji, ne pa kot glavni vzvodi za donose. Ok, se pravi kot stabilizator, recimo temu. Ali bi bila lahko stabilizator tudi v bistvu klasična, recimo državna obveznica? Ja, vse obveznice so klasični stabilizator. Razlika je samo ta, da država plačuje obresti. Vsaj zdaj, smo imeli par let. In seveda tudi zelo dost ljudje investirajo v dolgoročne obveznice, v pričakovanju, da se bojo obrestne mere spremenile, in s tem nekako lahko pač dobijo dodatne zaslužke. In se pravi, svetovne obveznice so kar velik asset class, kjer se zelo dosti investira in za obresti in za pač kapitalsko donosnost in kratkoročno in dolgoročno in imajo svojo specifično dinamiko. In mislim, da je to dost malo drugače kot samo zlato, recimo, kjer nobeden ne plačuje obresti na zlato, vsaj za enkrat. Zdaj opažam, da nekatere investicijske banke, ko sestavljajo neke te portfelje, sestavljajo v stilu 60 recimo delnic, 40% obveznic, zdaj pa prišlo do manjšega twista pri nekaterih in sicer zdaj sestavljajo portfelje 60% delnic, 39 ali pa 38% obveznic, 1 ali 2% kriptovalut. ETF očitno ne. Ker pač ta zakonodaja v Ameriki zdaj omogoča, da tudi pokojninske družbe, family office in drugi investirajo v ta svet preko pač teh inštitucij. Jaz osebno mislim, da se to dogaja ne iz niti
kakšnega velikega prepričanja, da je to dobra način investiranja. Bolj mislim, se ljudje bojijo, da bojo nekaj zamudili, ker tukaj je nekaj novega in tukaj je nekaj, kar je zdaj dostopno in se pač verjetno, če daš procent ali pa 2, pomeni, da nisi glih zelo prepričan, da bo to najboljša investicija, se pa bojiš, če bo res prišlo do enih velikih sprememb v svetu valut, in da če nimaš nič v tem, da boš nekaj zelo zamudil. In ko se jaz pogovarjam z investitorji, ki imajo take relativno nizke alokacije, bi rekla, v kripto, je v glavnem to iz tega razloga. ETF je pa seveda omogočil, ker tukaj je več različnih tipov valut, kot vemo, in je ETF pač seveda omogočil in likvidnost, enostaven dostop do tega in pa seveda neko avtomatsko razprševanje rizikov med različnimi valutami. In potem je jasno dosti lažje upravljavcem vključiti eno tako zadevo v portfelj. To pa ne pomeni, da je sama na sebi kaj bolj atraktivna ali pa da so riziki kaj nižji. Ja, v bistvu zelo zanimivo to, kar ste povedali, da ne želijo v bistvu zamuditi tega vlaka, če slučajno bi se izkazala to kot uspešna naložba. Se pravi, v bistvu nekako poslušajo svoje vlagatelje, poslušajo njihove potrebe in čisto za vsak slučaj so rekli, bomo dali še to noter, mogoče tudi z marketinškega vidika, to mogoče taka investicijska banka mogoče biti kakšnega pritegnila mlajšega k temu, da bi investiral pri njih. Ne ravno zaradi tega, ker so dali 1 do 2% kriptovalut. Ne vem, si predstavljam. Ja, in posebno Američani, mislim, so veliko bolj, jih bolj zanimajo nove stvari, no, čisto tako. In seveda njihove tehnologije so seveda ljudem zelo zanimive in so vse njihovi tehnološki, bi rekla, pač njihove tehnološke firme so grozno uspešne, kot vemo. In tako da mislim, da tudi neki vlagatelji, ki so že nekaj zelo dobro zaslužili v zadnjih 20 letih v teh raznih novih trendih, imajo verjetno pač dodatne želje za pač en tak exposure. Mogoče so Evropejci malo bolj konzervativni glede tega, in zelo malo poznam investitorjev, da bi prišli do nas, pa bi prav izrecno prosili, če jim tole najdemo. Kot sem že rekla, tisti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ki so entuzijasti, so že našli svoje investicije v tem svetu, in trenutno to seveda fajn zaslužili. Ja, omenili ste že digitalizacijo. V zadnjih letih se je zgodila ena taka disrupcija finančne panoge, demokratizacija financ. Kako gledate na vse te sodobne trende, uporabo recimo umetne inteligence v svetu investiranja? Vi ste tudi na spletni strani napisali, da ste v bistvu, da ponujate storitev za nekega sodobnega vlagatelja. Kakšen je ta sodobni vlagatelj? Ja, sodobni vlagatelj, prvič je stari finančni svet, tukaj v Londonu, je bil zelo, bi rekla, nek echo chamber, ne vem, v slovenskem jeziku ena beseda echo chamber, da se pač v sobi sami sebe o svoje odmeve poslušamo, in je izumil svoj jezik, svoj način, kako se podatki delijo z drugimi, kako se o investicijah pogovarjamo, kar je bilo relativno odbijajoče za večino vlagateljev. In so se nekako niso počutili del tega sveta. In ta digitalizacija, demokratizacija financ je en velik trend. V našem primeru smo mi razvili tehnologijo, ki lahko potem ponudimo strankam lažji dostop do informacij, ne samo informacij kot številke, ampak tudi zgodbe, kjer lahko jim damo dostop do prefiltrirane multimedije, da se lahko izučijo, da lahko poslušajo, lahko vidijo, kakšne investicije imajo, kaj se z njimi dogaja. Glih po tem podcastu imamo snemanje v pisarni danes, da posnamemo januarski utrip, ker smo zaključili pač januarske številke za portfelje. Tako da imamo pač bolj modern dostop, kjer lahko stranka ne samo zbere, kaj lahko posluša in vidi in kako, pa tudi kdaj. Ni več, da moraš iti na sestank pa za 1 uro sedeti, pa ti vse povejo. Nekateri imajo radi to, nekateri pa imajo radi 3 minute v soboto popoldne, da hitro pogledajo, kaj se dogaja. In smo se trudili in še se trudimo, da naredimo ta proces čim bolj dostopen in enostaven za stranke.
A to je personalizirano, dobi vsaka stranka nek svoj vpogled oziroma pojasnila, kaj se dogaja z njegovim portfeljem? Um, ja, prav to personaliziran ni kot to, ker to potem isto, kot da nekdo pokliče po telefonu, je pa tako narejen, da vidiš informacije o investicijah, ki jih imaš. Se pravi, ne dobiš nek pač globalen pogled, seveda tudi to dobiš, tega imamo itak vsi zadost, Vprašanje je, kaj to pomeni zame, kaj to pomeni v mojem portfelju, in tako da mi lahko pripravimo prefiltrirane informacije, tako da ljudje vidijo zadeve, ki se njih tičejo direktno. A to uporabljate umetno inteligenco, vam pri tem pomaga? Še ne. Še ne. Tukaj ne. Jo uporabljamo na drugih zadevah, trenutno v razumevanju strank, recimo tudi kako iščemo stranke, in v raznih internih procesih, recimo zapisniki, ki jih zdaj zelo fajn naredi umetna inteligenca. Pri samemu produkciji kontenta zaenkrat še ne uporabljamo umetne inteligence, ker je tudi, če ne rabimo, mislim pa, da tukaj razumevanje strank in razumevanje bi rekla, navad, ki jih imajo stranke, kako stranke razdeliti po različnih panogah. Tukaj bo s časom umetna inteligenca zelo pomagala analizirati trende. Mislite, da bo umetna inteligenca pomagala tudi recimo pri upravljanju portfeljev posameznih strank na neki točki? Vse jih v bistvu, tukaj je tehnologija, mogoče ne čisto umetna inteligenca, ampak sama tehnologija itak zdaj že grozno vpliva na upravljanje portfelja, posebno pri pasivnih naložbah se v bistvu računalnik zbere naložbe. Ja, možno. Bomo videli zdaj. Zdaj so tudi tukaj AI skeptiki, ki mislijo, da je tukaj mogoče lažje, če človek pogleda, seveda, kako so bile umetne inteligence zgrajene. Je možno, da so tukaj noter ugrajene same napake, ker so pač na zgodovinskih podatkih zgrajene umetne inteligence. Mislim, da bo umetna inteligenca grozno olajšala delo, da bo delo naredila seveda bolj zanimivo za ljudi. Zdaj, vprašanje je, koliko bomo pustili kar sami mašini, da pač začne upravljati denar. Mogoče nekateri, ki so malo starejši, bomo bolj skeptiki do tega, in tudi stranke zelo dvomim, da bi se odločile trenutno za tako vlaganje. Zdaj ste omenila nekaj, kar mi v bistvu še zdaj imam v glavi, da pri pasivnem investiranju v bistvu računalnik sam izbere naložbe. Zakaj bi, mislim, kako to izgleda pri tem pasivnem investiranju? Se pravi, če izbereš pasivni inštrument, bodi si sklad ali pa ETF, je ponavadi pasiven inštrument vezan na nek indeks. Se pravi, vzamemo S&P 500, kar je 500 največjih firm v Ameriki, ki kotirajo na ameriški borzi. Se pravi, vsak dan ta indeks preračuna sorazmerje med različnimi firmami, in če ti investiraš v ta indeks, se pravi, investiraš v sklad, in računalnik avtomatsko zračuna, koliko mora kupiti od teh 50 delnic, in seveda avtomatsko izvede vse te procese odzad, da ti potem kot vlagatelj v pasivni inštrument, se pravi ETF indeksa S&P 500, imaš takoj vseh 500 delnic v tem sklopu tega ETF-a. In tukaj se zelo malo ukvarja neračunalniškega, bi rekla, izvajanja. To se pač avtomatsko izvede. A pa ste pristaš bolj pasivnega ali aktivnega trgovanja? Jaz sem velik pristaš pasivnega, ne izključno. Saj tukaj zdaj nekaj kot S&P 500 zelo težko repliciraš, da nekdo več ve o Appleu ali pa Googlu, ki imajo itak zelo javne podatke. In se pravi, je za del portfelja zelo primerno imeti pasivne investicije. Zdaj pač govorim brez
kakšne stranke v mislih, se pravi. In tukaj je tudi zdaj bil razvoj teh pasivnih investicij v zadnjih 15 letih velik, kar pomeni, da je izbira inštrumentov velika. Se pravi, lahko izbereš samo tehnološke delnice, lahko izbereš pasivne inštrumente samo za nizozemske farmacevtske firme. In se pravi, tukaj je treba aktivno upravljati in aktivno vedeti, katere pasivne inštrumente želiš dati v portfelj. Se pravi, gre za neko aktivno upravljanje portfeljev, kjer je pasivni delež lahko dosti velik v različnih, odvisno tudi od sveta, v katerem momentu se odločamo, in o čem se odločamo. Aha, zdaj v bistvu razumem, ker sem vas hotela vprašati, zakaj potem takem sploh potrebujemo enega upravljalca premoženja, če je pasivno investiranje ta prava pot, recimo temu tako. Ampak zdaj, če sem vas prav razumela, vseeno upravljalec premoženja, tako kot vi, v bistvu aktivno upravljate pasivne naložbe, če sem prav razumela. Ja, mi aktivno upravljamo pasivne in aktivne naložbe, jih zložimo, naredimo portfelj, pogledamo rizičnost, jih spremljamo, naš investicijski odbor se vsaj minimalno mesečno dobi za pol dneva, vse to prežvečimo in popravimo, če treba, smo imeli zdaj velike spremembe v izgledu za inflacijo, obrestne mere in je treba zelo natančno gledati portfelje, da je tudi rizičnost ustrezna. Seveda, glede na to, da namesto tega, da kupimo 7 velikih delnic, recimo naših Magnificent 7, pač kupimo lahko Nasdaq ali pa S&P, to je potem odločitev investicijskega odbora. Ja. Ena zanimiva misel mi je ostala v glavi, že odkar sva imela ta pogovor, kar je že kar nekaj časa nazaj. Egon Zakrajšek je rekel v podcastu, da bi še opice lahko znale investirati v S&P 500. No. Ja, bi znale, seveda bi znale. Zdaj pa vprašanje, zakaj investiraš v S&P 500, ali ga kupaš v evrskih valutah, ali v funtih, ali ga kupaš v dolarskih valutah, koliko hitro ga kupaš, kakšen procent svojega premoženja. In zdaj, je to 3-letna naložba, 5-10-letna naložba. In tudi S&P 500 se spreminja. Zdaj recimo smo imeli tak skoraj noro zvišanje vrednosti 7 delnic, zdaj so jih letos 5 od teh, še zmeraj se zvišuje. In seveda tudi se spreminja, kaj je noter v S&P 500, tako da je treba to malo zelo previdno gledati. Recimo mi na investicijskem odboru se zdaj tudi pogovarjamo, ali je geografsko investiranje sploh še primerno, ali je mogoče bolj gledati sektorje svetovne, se pravi, da gledamo tehnološke firme, farmacevtske firme, ne glede na to, ali so v Evropi ali v Ameriki. Tako da in se bojo verjetno tudi ETF-i razvili na ta način in potem način investiranja. Moram pa tudi to reči, recimo 10-15 let nazaj so ljudje v glavnem investirali v svoje države. Tudi v Britaniji so imeli Britanci FTSE 100 v glavnem, S&P tudi niso hoteli, to je daleč Amerika. Zdaj so pa videli seveda, da je treba imeti globalno diversificirane portfelje. In tako da seveda potem spet vprašanje razmer in razmerij. Ja, se strinjam z vami, absolutno. Zdaj, ko ste že večkrat omenili Magnificent 7 oziroma veličastnih 7, dobivam ogromno vprašanj na to temo, kako investirati v te delnice. A smo zamudili vlak gor in dol, V glavnem, zanimivo mi je to, ko pogledamo samo strukturo S&P, recimo, mislim, da je preko 20% predstavlja teh 7 delnic, medtem ko v Nasdaqu, mislim, da je celo skoraj blizu 50%, teh 7 delnic predstavlja 50% indeksa, to je kar noro. Glede na to, da so teh 7 delnic v bistvu generiralo rast v preteklem letu, kako gledate recimo na teh 7 delnic v letošnjem letu ali pa mogoče naslednje let, a smo zamudili vlak, a je še čas, da investiramo v Nvidio, ki je že tam gor nekje? Ne vem, težko. Jaz se zmeraj bojim velikih balonov. Jaz se spomnim investiranja še čisto na začetku svoje kariere, ki so bile telekom firme tako grozno drage in recimo tukaj FTSE 100 je bil skoraj polovica je bil Vodafone. In zdaj vprašanje je to, te firme pač so sposobne narediti eno veliko spremembo na svetu, ki so jo tudi seveda že naredile, so pač veliki monopoli, ki jih tudi države ne morejo več urejati, ker so globalni.
pač milijarde uporabnikov, zasvojenosti na telefon, na social media, a ne, in imamo zdaj pač svoj svet. Nvidia je pač glavni proizvajalec čipov za umetno inteligenco. Zdaj vprašanje je, koliko hitro se bojo pojavili kredibilni konkurenti, a ne, in kdaj bojo mogoče oni izgubili ta svoj shine. Je pa res, da so v zadnjih letih naredili ogromen pač preskok kot firma in jim je pač tudi promet zrastel. Zdaj pa je po mojem tudi en moment, ki se nekateri spet kot pri Bitcoinu bojijo, da bojo kaj zamudili, pa zdaj dodajajo vse te delnice v portfelje, ker trenutno te delnice noro rastejo. Zelo težko je reči. Jaz mislim, da je zelo pametno investirati v razpršene portfelje, kjer je fajn imeti dostop do novih idej, do firm in se včasih mogoče, vsako leto sem jaz presenečena, no, konc leta, kaj je bila najboljša investicija, kaj je bila najslabša, ker je zelo težko napovedati in povedati. Tudi svet se čez leto samo se marsikaj zgodi. Tako da sem jaz velik pristaš razpršenega portfelja in pametnih odločitev in mogoče ne preveč pač loviti trendov takole last minute, no, kjer smo zdaj. Ja. Brez teh investicij pa mislim, da portfelja ne more biti. Ne? To so le firme, ki zdaj le ženejo napredek, ženejo pač človeštvo, če nam je to všeč ali pa ne vem. Ampak je, seveda, jaz sem zdaj na Applovemu telefonu, a ne, preko interneta, vi ste verjetno tudi Apple ali pa neki Google mava odzad, sigurno, ne. Absolutno. Veliko zanimivih stvari ste zdaj povedala, pa bi samo mogoče, ker ste rekla, na odboru, na naložbenem odboru se zdaj pogovarjamo, da bi mogoče zamenjali regionalno investiranje za panožno, da bi večji fokus dali na panoge. Kaj pa recimo panožno, spet tukaj je IT, AI, tisto, kar je bilo v ospredju, mogoče tudi zaradi geopolitičnih trendov v ospredju, tudi obrambni sektor. Kje še vidite priložnost recimo? Mislim, da tukaj zdaj trenutno osebno vidim dolgoročno priložnost. Ne govorim, da bo to letos v medicini, biologiji, farmacevtski industriji, ker se AI in kaj se dogaja z pač proteinskim vedam, tukaj se ogromno dogaja. Verjetno še ne v kotiranem svetu in to so zelo volatilne investicije, kar jih vidim. Ampak vidim tudi napredek človeštva v sami medicini in biologiji je ogromen. Vprašanje je, kako tukaj zdaj investirati. Zdaj, kaj vidimo trende na svetu, ampak kako v njih investirati, mislim, da ni zmeraj tako enostavno. Jaz tudi mislim, da infrastruktura na zahodnem svetu in vzhodnem svetu je pač velik val investiranja v infrastrukturo in je ne smemo zanemariti v investicijskih portfeljih. Zelo težko pa povem, da so zdaj to kakšne dobre investicije, in tudi ne predlagam, to ni bil namen najnega pogovora. Je pa res, da ta naš AI pa tehnologija, to je zdaj multipanoga, ker jo imamo v tehnologije AI, napredke, ki jih nam tehnologija pač omogoča. To nisem tehnološki sektor, že recimo tudi hotelirji imajo tehnologijo in tako naprej, Ja, se strinjam, v bistvu vsa podjetja postajajo na nek način tehnološka podjetja, ne. Zdaj kaj pa regija? Regija mogoče tukaj vseeno razmišljate glede na vsa ta geopolitična trenja, nekateri vidijo priložnost, da je pač Evropa tista, ki bo prinesla največje donose, drugi pravijo še vedno Amerika, potem imamo tukaj cel kup nekih volitev, vključno z Ameriko, Trump, ne vemo, ali bo ali ne bo, pa kaj bo to povzročilo za svetovni mir, za svetovno ekonomijo. Letos je veliko leto za geopolitiko, seveda imamo več vojn, kar trenutno, velik konfliktov in mislim, da največ volitev kadarkoli, več kot polovica zemlje letos voli, in je pač svet je malo nestrpen trenutno. Seveda, izredno pomembno je trenutno geografsko investiranje, posebno pač en velik razočaranje mogoče nad Kitajsko, ki so pač ljudje bili veliki pristaši investiranja v Kitajsko in so bili tukaj, kar bi rekla, težki, pač mislim, dosti negativnih izkušenj investitorjem. Tako da jaz mislim, da je zelo treba biti pazljiv. Kar se tiče Evrope proti Ameriki, je pa seveda
cene delnic v Evropi cenejše relativno na prihodke firm v Evropi kot v Ameriki, ampak je približno zmeraj tako. In vsakič, ko pač pridejo veliki trendi, da moramo zdaj investirati v cenejše delnice, ampak grejo pa še zmeraj tiste ta drage bolj gor. In je zelo težko tukaj prav matematično določiti, kako investirati. Investiranje je ogromno ljudi, tukaj je pravimo, da je to nek science, pa je pa še nek art zraven in je zelo težko oceniti natančno in reči, da pa takole investirati. Kot sem prej rekla, razpršeni portfelji so zato zelo pač ublažijo razne šoke, ki prihajajo in seveda tudi razne priložnosti se lahko noter zajame, brez da se vzame prevelike rizike. Kaj konkretno pomeni za vas razpršen portfelj? Razpršen portfelj je prvič na dveh nivojih. Razpršen portfelj mora biti med asset klasi, se pravi nekaj obveznic, nekaj delnic, nekaj infrastrukture recimo, in potem razpršiti na različne dele, ki se različno obnašajo v različnih ekonomskih situacijah. Se pravi, da se nekako da se umiri kakršenkoli efekt kakšnih velikih šokov na portfelj. Potem pa, ker se pač asset class določi, seveda se treba tudi malo globalno razpršiti, kot smo rekli, v Ameriki, Evropi, Aziji in tako naprej, med panogam seveda tudi in potem med delnicam, zato da riziki specifičnih šokov so nižji. To je v svetu investiranja za ljudi, ker imamo neke zakladnice osebne, ki jih moramo še imeti čez 10-20 let. Se pravi, to je drugače kot ena Cathy Wood, recimo, ki ima svoje sklade in ona ima lahko svoje mnenje in potem ona pač investira za to, da bo letos čim boljši donos. Mi imamo fiduciarni bi rekla nek duty oziroma odgovornost, kar pomeni, da če gledamo zakladnice za 5, 10, 20 let, je tukaj mal drugačen pristop, kot zmeraj iskati tisto investicijo, ki mislimo, da bo letos najboljša. Ker se dostikrat izkaže, da nismo imeli prav, oziroma nekaj se na svetu zgodi in pač te investicije se mogoče ne izkažejo kot toliko rentabilne, kot smo bili vsi nekako prepričani in se moramo zelo zavedati, da smo pač nimamo kristalne žoge, da vidimo vnaprej, kaj se bo zgodil in moramo sebe zavarovati stranke pred preveč pametjo skoraj. Ja, dobra, ta je dobra. Zdaj, če gledava z vidika enega posameznika, ki razmišlja, kako naj zdaj strukturira svoj portfelj. Dostikrat rečemo, da mora seveda oceniti svojo nagnjenost k tveganju, da mora seveda, nekateri celo pravijo, da je potrebno upoštevati starost. Zdaj veva, da se naša življenjska doba podaljšuje tam do 100. leta in ta struktura, recimo 60-40, ki so prej omenjale, a pa recimo pravilo palca, da od 100 odšteješ svoja leta in toliko potem imaš delnic oziroma obveznic, Kako v bistvu kako naj nas poslušajo pretežno mladi, stari recimo okrog 35. leta, kako naj en tak mlad človek recimo strukturira razpršeno košarico naložb? Ja, zdaj bo malo od vsakega posameznika odvisno. Prvič je najbolj pomembno, da se nekaj investira v kvalitetne zadeve, ker najhujše, če ne, ker 20-30 let, če ne investiraš, čas gre, te zadeve začnejo počasi nalagati in takrat res zamudiš. Ne zamudiš v enem letu, 2 letih, zamudiš v desetletju. Zdaj, kako to razpršiti? Jaz mislim, da je manj pomembno, kako razpršiti, glavno je, da se razprši. Leta je zdaj tako odvisno, če ta denar rabiš, kdaj ga rabiš, kdo ga rabi. Če se to nekako varčuje za naslednje generacije, potem je seveda rizičnost teh portfeljev lahko višja, kot če veš, da ga nekako rabiš čez 10 let, mogoče za upokojitev in tako naprej. In zdaj seveda klasični svetovanja so taka, da predvidevajo, da ti denar rabiš, ko se boš nekako upokojil in potem ti znižujejo volatilnost teh portfeljev, tako da, ko prideš do starosti, kjer nekako začneš črpati te vere, se čim manj pač niha vrednost teh portfeljev. Sem to ni nujno res?
Nekateri ljudje želimo delati do zadnjega dneva, nekateri ljudje imajo zelo dobre druge vire prihodkov in teh denarjev ne potrebujejo. In tako da je tukaj bolj odvisno od posameznika. Zdaj, pri mladih ljudeh je zelo pomembno, da najdejo razpršene zadeve, stroškovno ugodne, ker so stroški zelo pomembni pri teh stvarih, in da nekako razumejo, kaj je v teh investicijah noter. Tukaj je pač naša panoga zelo slovi in sloni na zaupanju, ampak trust but verify, rečejo Američani. Ja, zdi se mi, da je zelo veliko mladi investirajo malce po navdihu. Slišala sem od prijatelja ali prijateljice. Ja, to je zelo nevarno. In tudi ljudje se zelo radi hvalijo, takrat, ko so kaj zaslužili. Potem greš nekam na sprehod ali pa v gostilno ali kako v bar, pa se začnejo, sem pa tole investiral, zelo bom rekla, bolj moški se mogoče ni res tako, ampak sem takrat, ker nekaj zelo fajn šlo, nikoli ne poveš, tam je bilo pa 6 investicij, res ni šlo dobro, in s tem se noben ne hvali, tako da potem prideš ven z nek FOMO, rečemo mi tukaj, fear of missing out, in s tem se tu začnejo veliki baloni investicijski, tako da jaz mislim, da tukaj je boljše strokovnjakom malo pogovoriti, ali pa se vsaj malo educirati, kot mogoče slediti ljudem, katerih ne razumeš. Tako kot približno, ko greš smučati, pa kakšen te pele dol v kakšne doline, pa greš za njimi, pa misliš, zakaj sem pa jaz tukaj, se sam odločiš. Res je, ja. Ja, odlično. Ja, najlepša hvala za super debato. Mislim, da smo obdelali več ali manj vse. Mislim, da še nekaj tematik sicer ostaja, tako da jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste se vzela čas za to debato in hvala, da ste bili z nami. Hvala lepa, Marja. Mislim, da je bila kar zelo zanimiva debata, tako da iskrena hvala. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišete na marja@money-how.si. Vabim vas tudi, da obiščete našo spletno stran money-how.si. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!